Dober večer, pozdravljeni v Odmevih. Minister za finance je popoldne predstavil prvi sveženj predlogov davčnih sprememb, ki naj bi pripomogle k povečanju konkurenčnosti, produktivnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Uveljavljeni naj bi bili 1. januarja prihodnje leto. Gospodarstvo je razočarano, saj spremembe še ne prinašajo razbremenitve plač. Kmetje pa so zadovoljni, ker izplačila kmetijam na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje ne bodo obdavčena. Dokončne rešitve bo vlada sprejela šele po javni razpravi. Da bi zmanjšali zaostanek za najboljšimi, bi uvedli 5-letne davčne odpustke za mlade strokovnjake pod 40 letom, ki bi se po študiju ali delu v tujini vrnili domov. Nekdanji minister za gospodarstvo se sprašuje, zakaj ne bi olajšava veljala za vse mlade do 40 leta. Tudi, da mladi strokovnjaki, ki so rezidenti Slovenije, odhajajo v tujino in bi bilo tukaj smiselno razmisliti o popravku. Prav tako nisem prepričan, če dobro razumejo, da veliko študentov v tujini še naprej ostajajo rezidenti Slovenije in ne bodo mogli izkoristiti te olajšave za mlade strokovnjake. Potem so tu še spodbude za nagrajevanje v start-up podjetjih pri nagrajevanju z delnicami, zvišanje praga za vstop v sistem DDV-ja. Kaj pa davek na sladke pijače? Če se borimo proti sladkorju, bi bilo prav, da se potem borimo na ta način, da ima vsak, ki troši sladkor, da je obdavčen, pa ni važen, ali grize čokolado, ali pa pije pijačo, kjer je sladkor. Javna obravnava naj bi se začela še ta mesec, vsi ukrepi pa ne bodo začeli veljati prihodnje leto, nekateri že prej, nekateri pa šele leta 2027. Dober večer, gospod finančni minister Klemen Boštjančič. Zahteve gospodarstva, obrtnikov in kmetov so znane že nekaj mesecev. Predlagam, da greva po vrsti. Gospodarstvo zahteva oziroma pričakuje splošno razbremenitev plač zaposlenih. Tega ne bo, s čim jim pa greste nasproti? Dober večer. Ta paket, ki smo ga danes predstavili in v kratkem roma v javno obravnavo, seveda naslavlja nekatere pomanjkljivosti obstoječega sistema in nekatere ključne razvojne izzive. Gre v resnici za paket ukrepov, 3 najpomembnejše, ki so komplementarni ukrepi tudi siceršnji politiki vlade, to da skokovito povečuje sredstva za raziskave in razvoj ob že tako rekordnih investicijah. Zdaj seveda pričakovanja gospodarstva, pa bomo rekel, imam seveda relativno veliko kontaktov z gospodarskimi združenji in z posameznimi gospodarstveniki. Razbremenitev plač zaposlenih? Ja, seveda pričakovanja gospodarskih združenj so visoka in pravzaprav s katerokoli rešitvijo niso, ali pa praktično z nobeno niso zadovoljni. Moram pa reči, da seveda po tej predstavitvi danes je bilo kar nekaj klicev in SMS-ov od gospodarstvenikov, ki so navdušeni nad temi ukrepi. Gre za ciljane ukrepe z točno določenim namenom. Ja, ampak recimo slišala sva, zdaj stavite na, da spet spravimo domov kvalificirano delovno silo, torej tiste z nekoliko višjimi dohodki. Slišala sva eno pripombo gospoda Lahovnika, ki je rekel, ne samo tiste, ki iz tujine prihajajo, tudi naše, ki so v tujini in ostajajo rezidenti Slovenije do 40 leta. Tudi njih bi bilo treba stimulirati, da pridajo nazaj. Kaj mislite o njegovem predlogu? To je zdaj predlog, ki smo ga dali v javno obravnavo. Smo ga precej dobro razmislili, tako da seveda bomo pa v okviru javne obravnave tudi posameznim predlogom prisluhnili in se na to odzvali. Prav ta ukrep smo v resnici zelo dolgo, ko ne rečem premlevali, ga predebatirali predvsem znotraj strateškega sveta za davke, torej to je moje posvetovalno telo. Tako da in te odzivi, torej predvsem, kaj želimo v resnici s tem doseči? Želimo, da v Slovenijo pridejo tako Slovenci, tisti, ki pretežno delajo v tujini, kot tujci, ki seveda podjetja, to so predvsem razvojno naravnana podjetja, tehnološka podjetja, ki ocenjujejo Slovenijo za državo z ugodnimi razmerami za investicije, seveda pa vemo, da je obremenitev plač relativno visoka in to je bil ciljan ukrep prav
namenjen tem družbam, da jim tudi tukaj pridemo nasproti in da bodo v bistvu naše okolje še ugodnejše. Vas moram še enkrat vprašati, ste rekli, vemo, da je obremenitev plač relativno visoka. Zakaj se niste odločili za splošno razbremenitev plač? Že eno leto pojasnjujemo, da bo teh paketov davčnih sprememb več, ne bo eden. To je zdaj prvi ukrep, ki je ciljan s točno določenim namenom. In še enkrat, gre za podporo raziskave, razvoju, inovacijam, kar verjamemo, da je nujno potrebno ali najbolj pomembno za to, da čim hitreje naredimo ta preboj, da povečamo dodano vrednost in na koncu naš bruto domač proizvod. Kar se tiče drugega paketa, ki se vzporedno že pripravlja, seveda bomo naslovili tudi nekatera vprašanja, o katerih je v javnosti upravičeno veliko zanimanja. To je vprašanje obdavčitve premoženja in posredno, oziroma s tem povezano tudi obremenitve dela. Že ta prvi paket deloma prinaša razbremenitve na delu. Saj prav ta ključni ukrep za privabljanje mladih kadrov gre v resnici za to, da bo za precej visoko olajšavo na dohodnino, pravzaprav na bruto dohodke, ki seveda pomeni za to skupino zaposlenih bistveno ugodnejše pogoje. V drugem paketu, ki ga nameravamo poslati v javnost nekje do konca letošnjega leta, bomo naslovili tudi premoženje. Ministrstvo za finance ves čas se zavzema, tudi jaz osebno razlagam, da želimo, da je davčne spremembe, da so finančno nevtralne. Torej, tisto, kar bomo na eni strani dobili skozi davek na premoženje, bomo na drugi strani prenesli v razbremenitev dela. Kakšna pa bo še ta dodatna razbremenitev dela, pa danes še ne vemo, ker o tem potekajo razprave in bojo še kar nekaj mesecev. Gospod minister, rada bi šla po strukturah, ki jih imamo v slovenski družbi, ne tisto, kar boste še pripravili, ampak kar jim ponujate v tem paketu. Prosim za konkretne in jasne odgovore. Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov je glavna zahteva obrtnikov. V tem prvem paketu jim prihajate nasproti kje? Še enkrat, gre za 3 ukrepe, ki so ključni. Eno je ta, o katerem sva že govorila, to je ukrepi za privabljanje ključnih kadrov. Ja. Drug je ukrep davčnih olajšav oziroma spodbud za nagrajevanje v tako imenovanih start-up podjetjih. In tretjo je ukrep nagrajevanja z delnicami oziroma deleži. Kaj se spreminja za SP-jevce v prihodnjem letu? To je drugi del teh paketov, torej povedal sem najpomembnejši, poleg tega je še skoraj 20 drugih ukrepov. Kar se tiče tudi polnih SP-jev, zvišujemo mejo in sicer oziroma snižujemo pravzaprav iz 50 na 60 tisoč, torej za vstop v sistem DDV-ja, kar pomeni, da bo nekoliko lažje tudi za te polne SP-je, oziroma bodo imeli pač mejo, v katerem postanejo zavezanci višjo. Kmetje so danes zadovoljni, ne bodo imeli obdavčitve svojih tako imenovanih OMD-jev, torej dohodka, ki ga dobijo zato, ker delajo v težkih kmetijskih pogojih. Ja, to vprašanje je tudi pravzaprav na naših mizah in na sestankih že 2 ali 3 mesece. O tem smo intenzivno vršili pogovore, predvsem z resornim ministrom, torej Ministrstvom za kmetijstvo, deloma pa tudi z kmetijskimi organizacijami, tako da tukaj smo prišli nasproti, tako kot smo obljubili. Je pa seveda to posledica tudi tega relativno intenzivnih pogovorov in tudi njihovih protestov verjetno, ker OMD-ji so bili vse skozi en zelo velik trn v sodelovanju. OMD je bila seveda pomembna, ali pa, kako ne rečem, z vidika kmetov pomembna zahteva. Kot sem rekel, mi smo se o tem z njimi precej pogovorili. Sam učinek same ukinitve tega OMD-ja ni posebej visok z vidika javnih financ. Tako da, kot sem rekel, tukaj smo se pogovorili in prišli nasproti. Še eno vprašanje na kratko. Ne vem, razviti Zahod gre v brezstično poslovanje. Če hočeš imeti račun, ga moraš posebej zahtevati. Mi se vračamo na tisto vklopi razum ali kako že dobi račun. Zakaj zdaj spet pri avtomatih vztrajate na tem, da bodo tudi avtomate morali nadgraditi in izdajati račune? To debato, če se boste spomnili, smo imeli zelo intenzivno
že konec leta 2022, ko je vlada prišla s prvim paketom davčnih sprememb. Takrat smo namreč nazaj uvedli obvezno izdajanje računov, tudi tam, kjer takrat to ni bilo Pa ne gremo s tem nazaj, Ne, gospod minister. Gre za pravzaprav enake razloge. Že takrat smo to pojasnjevali zaradi tega, ker statistika je kazala, da očitno kot država nismo pripravljeni ali pa nismo še zreli za to, da gremo za te administrativne razbremenitve. Namreč izrazito se je zmanjšalo število računov takrat, saj smo to tudi s statistiko pojasnjevali, v gostinstvu recimo konkretno, pa ni bila to edina dejavnost, še vrsta drugih. Ta del, kar se tiče izdajanja računov na avtomatih predvsem za pijačo in hrano, je pa v resnici ena izjema v zakonu o DDV že zelo dolgo. Pravzaprav še moji kolegi na ministrstvu niti ne vejo, zakaj je bilo to uvedeno. Pretežno si upam reči, da verjetno zaradi uspešnih lobističnih akcij takrat, ko je bilo to uvedeno. Je pa seveda že od ves čas obvezno izdajanje računov na avtomatih za storitve. Parkiranje. Vsi vemo, da ko plačamo parkiranje, se račun izda. Zakaj to uvajamo? Dva razloga sta. Eden je ta, da je tudi del gospodarstva to želel ali pa zahteval, predvsem gostinci, ki ves čas razlagajo, da je to nelojalna konkurenca gostincom, ki morajo izdati račun za vsako kavo. Demontirali, ste videli to, ne? So rekli, da nič niso tega zahtevali. Od leta 2016 imamo zahtevo od OZS-ja, da se to uvede. Verjamem, da imajo zdaj konflikte znotraj gospodarskih organizacij, ker je ena proti ena za, pa se je treba glede tega uskladiti. Drug ključni razlog glede tega pa je preprečevanje zlorab. Namreč to, da ni potrebno izdati računov, da ni evidence, je seveda samo po sebi velika nevarnost tega, da se dogajajo zlorabe in da ne dobivamo točnih podatkov o dejansko opravljenih transakcijah na teh avtomatih. Hvala lepa, gospod minister. Hvala tudi vam. Predsednik uprave